pogovor s Filipom Dobraničem, filozofom in sociologom kulture, ki se veliko ukvarja z platformo Danes je nov dan in ki v bistvu se ukvarja z tem, kako decentralizirati odločanje v Sloveniji. Moje vprašanje bi bilo, kakšno je stanje na participaciji mladih pri odločanju v Sloveniji v času samostojne Slovenije v obdobju 30 let in še posebej danes, ko slavimo oziroma obeležujemo 30-letnico samostojne države. Kako mladi sodelujejo pri odločanju pri pomembnih družbenih vprašanjih? Jaz mislim, da smo danes v eni malo taki kontradiktorni situaciji, ker na nek način so mladi relativno dobro politično organizirani. Pač tudi Danes je nov dan kot inštitut je nastal s stajami in je načeloma produkt nekih mladih ljudi. Stranko Levica bi lahko pač označili za relativno mlado stranko, ne. Imeli smo v Sloveniji tudi nekdaj stranko Mladih Slovenije, ki je sicer nečastno potonila, no, ampak pač z tega vidika se mladi relativno uspešno organizirajo, še posebej danes, ko pomislimo na mlade za podnebno pravičnost oziroma samo destabilizacijo podnebja, ki je ogromno mladih aktivirala. Na drugi strani pa moramo razumeti, da so mladi verjetno ena najbolj deprivilegiranih družbenih skupin v Sloveniji trenutno. To so ljudje, ki nimajo službe, nimajo hiše, nimajo stanovanja, niti nimajo nekih velikih sanj, da bodo imeli ali stalno službo ali stalno stanovanje. Izločeni so iz večine političnih procesov na tak ali drugačen način, ali zaradi tega, ker pač sploh ne morejo vstopiti v politiko, pa velikokrat tudi ne morejo vstopiti v zasebni sektor zaradi tega, ker je tam cel kup starih ljudi in morajo čakati na svojo priložnost še 20 let. Zdaj, tu smo po moje v neki situaciji, še tako sem omenil prej, predvsem s podnebjem, ki je mlade dodatno porinila v neko obliko politične aktivacije in politične participacije, ne? Ampak tukaj je treba razumeti, da ta politična pasivnost, o kateri se velikokrat govori, da to ni nekaj, kar bi bila krivda mladih ali pa krivda žensk ali pa krivda neke druge marginalizirane skupine, ki ni politično reprezentirana, ampak gre za pač zmes nekih posledic neoliberalizma, ki jih danes živimo, ne? Ki pač individualizira ne samo potrošniško vlogo, ampak tudi politično. In ljudje, ki bi se morali najbolj organizirati, ljudje, ki bi največ dobili od organiziranega upora ali pa organiziranega delovanja, se morajo namesto tega pač vsak dan ukvarjati svojo lastno eksistenco. In pač, če ti 24 ur na dan potroši tvoje preživetje, pa kje boš dobil za jesti, pa za piti, pa kje boš spal, potem ni čudno, da se ne moreš politično organizirati, ne? Tako da pač, ne glede na to, da opazimo kup mladih, ki so politično aktivni in politično organizirani, ne? So to še vedno relativno privilegirani ljudje. Ko govorimo o pasivnosti, pa pač ne smemo tega zreducirati na neko psihološko stanje tega posameznika, ne? Ampak razumeti, da je to posledica celotnega družbenega konteksta, kjer je pač trenutnemu družbenemu sistemu velikokrat v interesu, da so mladi pasivni in da pač jih ne zanima politika. Čeprav je to po moje samo odraz tega, da nimajo dejanske moči v rokah. Saj, če bi se danes nek 19-letnik ali pa 19-letnica odločila, da se hočejo na polno politično aktivirati, kaj bi pa lahko naredili? Saj veliko stvari jim sploh ne ostane, ne? Da ne govorimo o tem, da jih v šoli nihče ne nauči, kaj so sploh vzvodi njihove politične participacije. In ko se vse to sešteje, jaz mislim, da pridemo do situacije, kjer pač, če se primerjamo z neko polpreteklo zgodovino, lahko rečemo, da je na nek način boljše, ampak na veliko drugih načinov je pa pač slabše. Zdi se, da upravičeno med državljani vse bolj se ustvarja vtis, da politiko gredo le ljudje zaradi osebnih koristi. In to gotovo odvrača posebej mlade od angažmaja v politiki. Če vidimo, kar se dogaja, je ta trditev oziroma to mnenje kar upravičeno v mnogih primerih. Ampak to spet ne sme verjetno povzročiti, da bodo ljudje pasivni in ne bodo se angažirali. Kako to preseči? Jaz mislim, da
En del je definitivno ta, da pač ljudje, ki se trenutno vklopijo v politiko, to delajo iz osebnih interesov, oziroma jaz bi mogoče rekel, da v trenutni politiki, vsaj v Sloveniji, pač realno, če si leta 2021 član stranke SMC, se ne moreš drugega narediti, kot se boriti za lastne interese. Pač nimaš nobene druge politične moči v tej vladi, ki trenutno nastaja. Mislim, da pa hkrati se je tudi treba zavedati, da sam neoliberalizem pač ni v skladu s politično stranko. Neoliberalizem, ki pač pridiga popolno individualnost, odgovornost za osebne odločitve, pač zavračanje skupnosti in tako naprej, pač nima nobene veze s politično ureditvijo, kjer je ključna enota političnega boja skupina ljudi, ne? Na drugi strani pa tukaj bi citiral, zdaj zelo mi je žal, ker se ne morem spomniti imena avtorice, esej je star pač kakih 100-150 let verjetno, ampak je esej, kjer ona reče, da ona se ne bo nikoli včlanila v politično stranko, pa misli, da so politične stranke slaba ideja in ima zelo enostaven argument. Ker reče, ko si ti enkrat včlaniš v politično stranko, imaš dve možnosti. Ali da se odrečeš svoje individualnosti in narediš vse za stranko in popolnoma podrediš pač svoj razsvetljenski razum in vero v mišljenje tem skupini, kar je slabo, ali pa na drugi strani vztrajaš pri svoji individualnosti, pri svojem razumu, kar pa pomeni direktno škodo tvoji stranki. In ona razlaga, da posamezniki v politični stranki ne morejo se znajti v situaciji, ki ne bi bila kontradiktorna oziroma schizofrena, ne? In zaradi tega reče, da so politična stranka slaba ideja. Ampak jaz tukaj mislim, recimo, da v Sloveniji ena od stvari, ki po moje, veliko ljudi odvrača od aktivnejše politične participacije, je to, kako imamo strukturiran volilni sistem. Pač pri nas ne moreš nastopiti kot predstavnik oziroma kot bodoči predstavnik ljudstva, brez da ne bi imel za sabo zaledja stranke. Ne moreš kandidirati na državljanski listi, ne moreš priti pa reči, nas je tu 10 000, nijamo ciljev potem, da bi zavladali državi, imamo pa cilje potem, da enega človeka spravimo v parlament in to bi radi naredili kot navadni vsakdanji državljani, ne? Edina pot v slovensko državno-zborsko politiko je profesionalizirana. In zaradi tega, ker rabiš stranko, rabiš cel kup institucij, pridejo gatekeeperji, pridejo starostne omejitve, zaslugarstvo in tako naprej. Tako da, mislim, to je spet zdaj ta ena hecna situacija, ne? Neoliberalizmu bi bilo fajn, da stranke obstajajo, pa da so impotentne, mogoče je treba pač to samo zagrabiti še malo bolj polno, pa reči, dajmo vrš stranke stran, pa iskati druge načine tega, kako se lahko odločimo, kdo nas bo zastopal. Ker konec koncev, tudi žreb mogoče ni slab demokratični mehanizem, ne? Če bi mi žrebali 90 poslancev vsake 3 leta ali vsake 4 ali pa vsako leto dni, bi to pomenilo, da bi vsi Slovenci in Slovenke morali vsak dan hoditi po državi pripravljeni na to, da sodelujejo v politiki. Zdaj pa, če jaz vem, da nikoli v življenju ne bom stopil v stranko, ni nobene nevarnosti, da me bo kdo kadarkoli poklical k odgovornosti. Če bi pa to obstajalo, če bi država rekla, tako kot reče, ne vem, nekatere države rečejo tako za vojsko, alo Filip, kadarkoli boš mogoče moral prijeti za politično puško, pa postati minister ali pa iti v državni zbor, to meni nalaga odgovornost, da ostanem politično informiran in politično aktiven. Če mi država reče, mi imamo profesionalizirano politiko, ki pač tja hodi v službo in isto tako kot ne rabiš vedeti, kako operirati na srcu, ker imamo kirurge, ne rabiš vedeti nič o politiki, ja pač tako kot nisem srčni kirurg, ne bom politik, ne? In mogoče je treba pač neko rešitev iskati tudi v tej smeri. Kakšna je pa tu vloga predvsem medijev, pa posameznikov, ne nazadnje tudi politikov, da bi se ta politična participacija oziroma sodelovanje pri pomembnih družbenih vprašanjih povečala? Jaz mislim, da sem mogoče tukaj odgovora ravno nasprotno. Kar se mene tiče, ko prijemo do medijev, bi si mogoče želel manj tega, da se trudijo vse uravnotežiti, da mora biti vse izenačeno. Zaradi tega, ker pač resnica ni vedno izenačena. Če nekdo nekoga ustreli, je pač zelo očitno, kdo je naredil slabo dejanje, pa kdo ni naredil ničesar v tej situaciji. In mislim, da pač ta neka težnja potem, da je treba vedno enakovredno zagovarjati obe strani, pač ni vzdržna na dolgi rok. Mogoče je okej za neka benigna vprašanja, ki pač res ne vemo, kak je njihov odgovor, pa res ne bo slabe posledice, če zmaga ena ali druga stran, ampak obstajajo situacije, kot je recimo podnebna kriza, kjer pač dajanje prostora ljudem, ki lahko lažejo, pa si izmišljujejo stvari,
je pač ne samo neodgovorno, ampak aktivno škodljivo do družbe, pa do planeta, pa do vseh ljudi in živali, ki živijo na njem. In z tega vidika jaz tukaj mislim, da pač mediji morajo malo bolj naharda, če lahko tako rečem, zastaviti svojo odgovornost pa svojo pozicijo v svetu, zaradi tega, ker pač nekatere stvari so resnične, druge pa niso. Da, kar se pa tiče politike pa njene vloge pri participaciji, je pa po moje treba narediti ravno obratno. Politika je pa preveč zaprta. Pač spremljamo, kako naša vlada trenutno sprejema zakone, pa ne samo tam, ampak tudi pretekla. Pač vsaj zadnje 3 vlade so, mislim, da pri več kot 1/4 vseh zakonodajnih predlogov kršile mednarodne dogovore o tem, koliko naj bo dolga javna razprava. In pač to je sramota. Pač nimamo nobenega mehanizma državljani, da bi jim pač to na tak ali drugačen način preprečili, ker še naprej to počnejo, ampak javna razprava je ključen del demokracije. Jaz mislim, da pač ti ljudje, ki so trenutno v državnem zboru, ti ljudje, ki so trenutno v državnem svetu, mogoče spet preveč profesionalizirano razumejo svojo funkcijo. Pač ne razumejo, da niso strokovnjaki, ampak da imajo raznolike poklice, tako kot jih imamo mi, in da so dolžni se z nami pogovarjati. Ne? Če nič drugega, vidimo, kaj se potem zgodi. Ne? Ko ti ne odpreš javne razprave, ko ne komuniciraš z javnostjo, je ta javnost pač veliko bolj tečna, veliko bolj jezna. Predvsem pa, če jim odvzamemo orodja, ki so demokratična, pa civilizirana, pa miroljubna, javnosti počasi pač zmanjka načinov, s katerimi se lahko pač na miroljuben način bori za svojo oblast in mora stvari radikalizirati. Od tega, da organizira proteste, do tega, da organizira referendume in proba zavrniti cele zakone, in vse to je ful velika tragedija in za državni proračun in za naš čas. In vsi mi bi raje počeli nekaj drugega, ko se pač kregali z vlado, ker počne neumnosti. Ampak način, kako lahko to rešimo, po moje na strani politike, je, da še bolj radikalno odpremo politični prostor pa politične razprave. Ne? Recimo, pač imeli smo malo ministra, ki zdaj pač zagovarja zakon, proti kateremu je referendum, in potem ga nekdo vpraša, koliko lobističnih stikov ste imeli za ta zakon, in minister ponosno reče nič. To je slabo. Gre za zakon, ki pač ureja našo naravo, in minister bi moral imeti 200 lobističnih stikov, preden se sprejme tak zakon, ki bo pač urejal vodotoke, in pač biti ponosen na to, da se je dobil z 200 različnimi ljudmi in pogovoril, ne da pa pač reče, ne, bilo je nič lobističnih stikov, mi smo pač to naredili sami. Pač ni vsaka politična participacija pa vsak lobistični stik slab. In jaz mislim, da tukaj je treba pa pač polje res radikalno razširiti. Ne samo podaljšati javno razpravo za 2 tedna, ne samo pač omogočiti ljudem, da več stvari naredijo preko interneta, ampak res hardcore in radikalno razmisliti, kako lahko vključimo večjo populacijo v politično soodločanje. Omenil si to uravnoteženo poročanje, ne, s katerim se ponaša naše novinarstvo, bi rekli. Ne. Ampak to pomeni, da v bistvu se da prednost mnenjem, vsako mnenje šteje, ne šteje pa vedenje o neki stvari. Ne? Se pravi, ti nekaj veš, ti veš, da imamo dokaze, da je Zemlja okrogla, na svetu imaš pa milijone ljudi, ki trdijo, da je ploščata. In zdaj boš ti v smislu objektivnega, korektnega poročanja povabil v studio enega, ki trdi, da je Zemlja okrogla, in enega, ki trdi, da je ploščata. Zame je to popolni nesmisel. Ali pa recimo še drug primer, kar ga prakticira naš predsednik države, ko pravi dialog. Vedno dialog, pogovarjati se. Z enimi se ne da pogovarjati. A boš šel v koncentracijsko taborišče, pa boš rekel, zmenite se med sabo, pazniki pa zaporniki. Mislim, kako ti na to gledaš? Meni je tu všeč en internetni vic, ki reče, da prepiranje na internetu je tako, da bi igral šah z golobom. Ne glede na to, kako se potrudiš, bo golob pač razmetal figure, pa se posral po šahovnici. In pač ti lahko si še tako dober velemojster z golobom, pač nimaš kaj šahirati, ker se ne da. In mislim, da velikokrat se znajdemo v tej situaciji. Kar je pa mogoče tukaj pomembno, je spet malo razumeti genezo tega uravnoteženega novinarstva pri nas. Ne? Ker to se ni rodilo v glavah novinarjev. Niso se novinarji en dan zbudili pa rekli, o moj bog, 50 let, 100 let smo svoj poklic narobe opravljali, zdaj moramo pa spremeniti stvari, pa postati bolj uravnoteženi. Ne? To je lansirala politika pri nas. To idejo so lansirali ljudje z zelo specifičnimi interesi, ki jim pač ni bilo všeč, kako novinarji poročajo.
In zdaj to uravnoteženo poročanje je po moje bolj en odraz strahu ali pa skrbi za to, da ne bi kdo novinarjem česa očital, da ne bi imeli težav v profesionalnem razvoju in tako naprej, in se potem pač odločajo za to uravnoteženo poročanje. In zdaj tukaj itak vidimo pri nas, da je to bolj problem na nacionalni televiziji kot na zasebnih televizijah, kar je seveda razumljivo, ampak ni pa zaradi tega nič manj problematično. No? Jaz mislim, da tukaj prihajamo do točke, ko pač tudi ta uravnoteženost je v bistvu žalitev za novinarjev poklic. Ker kaj reče? Reče, da novinar ni dovolj strokovno usposobljen, da ni dovolj ta fakulteta, ki jo je opravil, da niso dovolj vse novinarske izkušnje, ki jih ima, zato da bi lahko opravil službo dobro in po svoji vesti, ampak se mora ukloniti neki zunanji inštanci, ki bo zdaj določala, kaj je uravnoteženost in da je treba biti uravnotežen. Ker na to res ne smemo pozabiti. Ne? V trenutku, ko nekdo reče, novinarstvo mora biti uravnoteženo, si je ta oseba vzela v roke merilo, s katerim lahko določa, kaj je bilo uravnoteženo poročanje ali ne. In zdaj, ne glede na to, kako se mi podredimo temu klicu po uravnoteženosti, v trenutku, ko ga priznamo kot legitimnega, smo tem ljudem priznali pravico, da so razsodniki resnice. In tega jim ne smemo dovoliti. Pač ljudje, ki zanikajo globalno destabilizacijo podnebja, bodo rekli, mi bi radi uravnoteženo poročanje. Ali pa ljudje, ki pravijo, da so maske ali pa cepljenje neumnost, bodo rekli, mi hočemo imeti uravnoteženo poročanje. Ampak oni ne želijo uravnoteženega poročanja, ker bi bilo uravnoteženo poročanje vrednota. Niti njim ni. Ampak rabijo to zaradi specifičnega političnega cilja in uravnoteženje poročanje jim potem lajša doseganje tega cilja. In na tak način pač v bistvu politika ugrabi novinarstvo in novinarsko stroko in jaz mislim, da si tega pač ne smejo dovoliti.